Projekt e-Synergy želi rešiti enega ključnih problemov sodobne energetske tehnologije, to je obvladovanje neravnovesja med proizvedeno močjo in obremenitvijo v električnem omrežju, ki ni ustrezno za prihajajoče potrebe, kot so naraščajoča poraba, povpraševanje po energiji in tako dalje. Tukaj v tem projektu sodeluje 16 partnerjev, pri čemer smo s Slovenije 2 slovenska partnerja, na čelu vodilni partner lokalna energetska agencija za Pomurje ter naša malenkost kot projektni partnerji Bistra hiša. Torej iz 12 držav območja Podonavja. Projekt traja od 1. januarja 2024 pa vse do junija 2026. Vrednost projekta je nekje okrog 2,5 milijona evrov in izvaja se v sklopu programa Interreg Danube. Torej, glavni cilj projekta je, da prikažemo inovativne rešitve za zmanjšanje koničnih obremenitev električne energije, ter tukaj seveda želimo izboljšati izvajanje direktive Evropske unije o obnovljivih virih energije s pilotnimi ukrepi, čezmejnimi strategijami in pa podporo politikam. Pričakovani rezultati so bili zmanjšanje koničnih obremenitev v vseh pilotnih projektih, povečan delež obnovljivih virov energije in seveda tudi večja prilagodljivost lokalnih omrežij, potem tudi izboljšanje usklajevanja politik ter opolnomočenje proizvajalcev in odjemalcev ter seveda ustvarjanje teh ponovljivih modelov za druge regije Podonavja. Evalvacija pilotnih projektov je bila izvedena v 8 državah. In sicer najprej v Sloveniji, kjer smo seveda želeli upravljati neuravnoteženost med porabo in pa proizvodnjo energije na ravni stavbe. Tukaj je bila integrirana polnilna postaja za električna vozila, skupaj s sistemom fotovoltaike, baterij ter omrežjem. Na Hrvaškem je partner namenil baterijski sistem s podporno infrastrukturo za akumulacijo energije in sončnih kolektorjev, ki je na voljo tudi takrat, ko ni sonca. Potem v Avstriji je avstrijski partner peljal baterijski sistem v kampusu in tukaj si je seveda prizadeval za vzpostavitev energetske skupnosti s 15 člani za zmanjšanje odvisnosti od omrežja in seveda koničnih obremenitev. V Nemčiji je bil pilotni partner, kateri je uvedel pametno upravljanje omrežja, ki povezuje hidroenergijo, umetno inteligenco in pa polnilno infrastrukturo. Bila je dosežena okrog 20% zmanjšanje koničnih obremenitev ter seveda tudi večja stabilnost in pa prilagodljivost omrežja v realnem času. Na Madžarskem so vzpostavili tako imenovano lokalno energetsko skupnost, kateri projekt je zmanjšal konične obremenitve in pa emisije CO2 ter ustvaril pravni ter tehnični model za prihodnje energetske skupnosti in seveda okrepil lokalno sodelovanje in pa uporabo prej neizkoriščene sončne energije. V Bolgariji so pa naredili baterijski sistem in sistem za upravljanje energije. V tovarni za predelavo stekla so izvedli optimizacijo proizvodnje in pa porabe električne energije s pametnim sistemom za shranjevanje energije, ki seveda upravlja proizvodnjo in pa porabo na podlagi cenovnih signalov. In potem še imamo 2 naslednja. V Bosni in Hercegovini so namestili strešno sončno elektrarno ter s sistemom z baterijskega shranjevanja z zmogljivostjo 10 kWh. V Ukrajini pa je partner na terapevtsko-rehabilitacijskem oddelku namestil 20 kW toplotno črpalko zrak-voda, ki jo napaja strešna sončna mini elektrarna, da bi zagotovil energetsko neodvisnost in pa seveda neprekinjeno oskrbo z energijo v času pomanjkanja. Pilotni projekti so dali pomembne kazalnike o energetski učinkovitosti in trajnostnem razvoju.
In tukaj smo zmanjšali konične obremenitve za 15 do 37%, dejansko tudi uporaba obnovljivih virov energije in pa delovanje izven omrežja v povprečju 7 do 15 MWh na leto. Prav tako smo tudi zmanjšali emisije CO2 za približno 2000 ton na leto. Seveda v samem izvajanju projektov je bilo vključeni več kot 200 deležnikov in seveda ta ponovljivost teh inovativnih rešitev je pa bila potrjena v 4 partnerskih regijah. Dejansko od pilotnih projektov pa vse do politik, od direktiv pa vse do dejanj, dejansko naš projekt e-Synergy omogoča odporno, pametno in pa sodelovalno energetsko prihodnost za podonavsko regijo. Z vključitvijo projekta e-Synergy v nacionalne in pa regionalne strategije lahko vlade ne le izpolnijo obveznosti do Evropske unije, temveč tudi tukaj ukrepijo svoj politični ugled kot vodilne pri izvajanju Evropskega zelenega dogovora. V projektu so ustvarili tudi, kot pravijo, tako imenovani masterplan. To je transnacionalni masterplan, kateri pretvarja dokaze iz pilotnih projektov strateško znanje za oblikovanje politik. In ta ponuja konkretne usmeritve za odločevalce, regulatorje, tudi občine, saj na podlagi praktičnih izkušenj prikazuje, kako lahko pametno shranjevanje energije, lokalna proizvodnja iz obnovljivih virov energije in seveda aktivna vloga porabnikov prispevajo k varnejšemu, cenovno dostopnejšemu in trajnostnemu energetskemu prehodu Evrope. Gradnja sončne elektrarne ni več tako enostavna, sploh če pomislimo na vsa dovoljenja. Nekdo, ki želi graditi sončno elektrarno v našem okolju, tako v Pomurju kot v Sloveniji, več ne dobi soglasja za priključitev v omrežje. In ta projekt, ti pristopi omogočajo to, da se konična obremenitev pri obstoječih lastnikih sončnih elektrarn zniža in na ta način omogoči več priključitev novih elektrarn v omrežja. Poleg tega, da omogoči več elektrarn v omrežju, da zagotovimo več obnovljivih virov energije, pomeni tudi, da vsi tisti, ki so že na električnem omrežju, lahko z tovrstnimi pristopi znižajo obremenitev, ki jo ali pošiljajo v omrežje ali pa odvzamejo iz omrežja in na ta način zagotovijo nižje stroške, ker priča smo temu, da se bo povečal strošek omrežnine, zaradi tega, ker bomo plačevali, koliko obremenjujemo omrežje. In če bomo pristopali z pametnimi pristopi do omrežja, je lahko ta strošek v prihodnosti na računu za električno energijo nižje. Izboljšanje nacionalnega, regionalnega in lokalnega energetskega načrtovanja za okrepljeno upravljanje s sprejetjem strategije in akcijskega načrta o prenosu rešitev na nova področja. Poleg tega je cilj na podlagi izvedenih in preizkušenih pilotnih aktivnosti predlagati rešitve, ki jih bodo deležniki in ciljne skupine lahko sprejeli in ponovili v svojih okoljih. Vse te predstavitve teh pilotov, ki so bile izvedene, so na razpolago na spletni strani projekta, prav tako tudi vsi tisti karakteristike v smislu, kje, na kakšen način in najverjetneje vam bo tudi jasno, zaradi česa. Videli ste, da so vključene različne države. Različne države so v različnih situacijah in zato se v Nemčiji, Avstriji, Sloveniji dogajajo stvari nekoliko v drugačnem obsegu kot v državah, ki so nekoliko manj razvite. Projekt torej postavlja temelje za učinkovito rabo energije in zmanjšuje kronične obremenitve ter poskrbi za cenovno dostopno energijo.